En lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Četrtek, vendar ne 2020, malce kasneje. Se opravičujem zaradi zamudo, ker sem imela krasen Zoom za mojo skupino, katera je bila na obredu. Danes sem se odločila, ne bi zdaj kaj preveč vam govorila o sami poroki, ampak sem želela podeliti izkušnjo moje navadne poroke oziroma poroke takrat, ko sva se poročila z Igorjem in duhovne poroke, ki sva jo imela prejšnji teden. Kakšna razlika. Zdaj, lahko je tudi to, ker smo zrelejši, bolj modrejši, drugače gledamo na to. In zdaj me res zanima od vseh, ki me spremljate in gledate, koliko vas je, lep dober večer sem skupaj, koliko vas je takšnih, ki ste poročeni. Ali pa kako gledate sami na poroko, naprimer, da rečete, sem poročen, poroka je zame sveta, poroka je zame nekaj, ne vem, neko zaupanje, neka varnost. Res bom vesela vaših komentarjev, ker bom tudi mogoče malce podelila, kaj je bila poroka zame na začetku in kako sem sprejela to duhovno poroko. Tako da bom vesela, da mogoče podelite z mano, kaj je poroka za vas. A je poroka zaveza? To pomeni, da z nekom res kaj prva beseda, katera vam pade. Ko rečete, ali ste poročeni, najprej, če ste poročeni, sem poročena ali pa sem poročen, kaj mi poroka predstavlja. In bom jaz mogoče malce podelila mojo izkušnjo, moje prve poroke, kako je bilo na prvi poroki, zato je tudi napisano v videu, na prvi poroki si lep zase in za druge, v drugi ti je pa čisto vseeno, kako te vidijo drugi, ker pomembno je, da sebe vidiš navznotraj lep in resnično to tudi doživiš. Če bi bilo možno, resnično bi, povezanost, ful lepo, pika na i, zelo lepo, Aleksandra, odlično. Če bi imela možnost, nisem še to se pogovarjala z našimi šamani, ker to je en teden po poroki, in dejansko so si še kar dejansko odprt, mislim, teden ni, ja, od 14. smo se poročila, svoboda celo, Valentina je celo svoboda napisana. 14. sva se poročila, zdaj 23, dobro, malo več kot teden, ampak vseeno. Poročila sva se, da naj tudi to povem, duhovna poroka je bila na ajuaski, kar pomeni, da tisti, ki smatrate, da je ajuaska nekaj, kar je groznega, kar je hudega, naj povem, da ajuaska je zame čista ljubezen, vendar res pa je pomembno spoznati to temo, priti do te teme, pogledati v to temo, se soočiti, kaj je tema, to so naši strahovi, vsa tista naša prekrita čustva, da lahko iz teh čustev potem res pridemo v čisto ljubezen. Jaz sem prepričana, da če bi ljudje se zavedali, da so svete medicine tiste, ki nam lahko pomagajo, da smo res v tem svojem notranjem miru, da lahko bolj gledamo z ljubeznijo, ne pa toliko z umom, bi ta svet bil vsekakor dosti lepši. In res bom vesela, kar napišite mi, ker me res zanima, ker bom podelila svojo izkušnjo moje poroke, ki smo se 2006 se poročila. Jaz sem drugače zanosla, prvo me je Igor zaročil in sem zanosla. In potem nisem želela imeti poroke, spet zakaj? Zaradi tega, kaj bodo rekli ljudje, da me je poročil samo zaradi tega, ker sem noseča. In sem želela, da ko je Tijan večji, da ko bo večji, da bom lahko tudi plesala, da bom lahko uživala na svoji poroki, sem se odločila, da takrat se bom poročila. In zelo mi je bilo pomembno tako meni, jaz bom govorila zdaj o meni, ker Igorja nimam zraven, da bom pa podelila najino duhovno poroko. Hvala, Tanja, hvala. In tudi zdaj sem vprašala, katero poroko bova midva zdaj praznovala. Katero bova midva praznovala? Ono ali to? Oziroma, kaj bova praznovala? In na prvi poroki, zdaj bom govorila o sebi, se spomnim, koliko mi je bilo pomembno, da imam čudovito obleko, da imam čudovit ambient, da sem obdana z ljudmi, katerimi karkoli pomenijo, da so res zraven mene ljudje, ne tisti, ki je prav, da so, ali pa sorodstvo, da je prisotno, seveda, da je bilo sorodstvo tisto, ki je pač sem želela, da je prisotno, medtem, ampak vse mi je bilo pomembno, čisto vse.
dajala sem na hrano, dejansko kakšna je hrana, kakšen je šopek mi je bil pomemben, vse, detajl, kakšen je make-up, zato sem vam dala sliko, da vidite, da nobenega make-upa ni bilo. Razen tega, kar sem imela usnice namazane, to je bilo to. Frizura, dvakrat pričesko delati in tako naprej. To pomeni, cel obred, ko delaš svojo prvo poroko, ne bom rekla, moja poroka je še vedno imam v spominu najina poroka, da je bila čudovita, plesalo se je do 7:30 zjutraj, ampak je bila poroka za druge in za naju. Predvsem ta beseda, za druge in za naju. Seveda sva se poročila z ljubeznijo, poročila sva se tako, da sva to res si predala, vendar zdaj, to meni, ta del same poroke je bilo tako, celotno doživetje pred samim obredom, potem gledanje slik, jaz imam slike z telefona, z duhovne poroke, imam ljudi, ki so mi mogoče takrat, oziroma moj Igor je rekel, da če bo obred duhovna poroka na Ayahuaski, si želi, da niso kakršnikoli procesi, ampak da so res samo prisotni ljudje, ki nimajo teh procesov, da resnično lahko on doživi to svojo poroko na takšen način. No, ampak cilj prve poroke je dejansko to, da so drugi srečni, da si ti srečen, ker s tem, ko vidiš druge srečne, si tudi ti srečen, ko te drugi občudujejo, si ti tudi potem sam občudovan, ko drugi prenašajo to veselje, ko ti ta energija kroži, njihova energija kroži, tudi tvoja energija in je res vse tako na nivoju. Medtem ko na duhovni poroki je pa to malce drugače. No? Naj vam povem, da 2 dni pred duhovno poroko, ker si na Aji, imaš noro velike procese. Res se ti dogaja. To pomeni, ne tisto, ali verjameš, da ga dovolj ljubiš, ne, ampak a si dovolj čist, ali si dovolj že sčiščen teh vseh svojih stvari, ki jih imaš, ki si jih naložil, to pomeni vseh teh slabih čustev, ali kakršnekoli. To se pogovarjamo zdaj, ko govorimo o tem, a sem dovolj ščiščena zavisti, a sem dovolj ščiščena jeze, a sem dovolj ščiščena žalosti, a je še kakršnakoli nemoč, ki se skriva noter v meni, a so ti strahovi že ozaveščeni, zato da si lahko privoščim to razsvetljenje, ker to ni besed, mislim. Jaz tudi ne vem, kako bom danes poskušala povedati, ampak en delček nečesa, da ne bo zdaj tako gledati drugega. Ampak 2 dni, spomnim se, da se je Igor kar cel teden, Igor je bil dejansko prepričan, jaz sem še potem malo mogoče imela dvome, pa je to v redu, pa res moraš na Ayahuaski bomo, pa to, pa gor dol, pa sem pa tja. A je to res dovolj, da se bomo duhovno poročila? Ti se poročaš z vsemi duhovnimi bitji, z vsemi spiriti, vrata ti odpro v svoj svet. Havš, glede tega. In cel kup preizkušenj, cel teden sem imela preizkušnje, konstantno se je dogajalo, a je pravi čas, a ni pravi čas. Medtem ko pri mojem Igorju je bilo od tistega dneva, ko se je odločil, ko je vedel, da imamo poroko, še najhuje je bilo to, ko smo imela sredina tedna, zato ker je bila polna luna in potem tako veste, kaj to vse sledi, da se vrata prav odprejo, da se vse zvezde poklopijo, vse to. Ok, da ne bom predolga pri teh stvarih. Igor je bil pa že od prvega dneva absolutno za in da to je dan, ko pa imela poroko. Sem pač hotel imeti na svoj rojstni dan. Včeraj je imel moj mož rojstni dan. Ampak smo pač izbrali tisti dan, ki je tudi polna luna in ko se vse zvezde ujemajo, da je to res poroka, ker res spiriti pridejo, tako moji kot njegovi. Vsi predniki njegovi, po njegovi strani, vsi predniki po moji strani, vsa duhovna bitja z moje strani, vsa duhovna bitja z njegove strani. Se vem, da mogoče je to nekomu smešno, ampak jaz vam, zdaj, če bi bili z mano, bi čutili jaz vsak dan, sleherni dan podoživljam in vsak dan sem z njimi in vsak dan to bi želela. A veste, da če bi imela možnost, upam, da bom imela možnost, bi samo to potem naprej delala, duhovne poroke. Tako da mogoče me pa še toliko bolj zdaj potegnilo ta svet tega šamanizma, da resnično želim
to spoznati in ljudem tudi to dati, če bo le možno. Ne? Z moje strani, seveda so pa šamani tisti, ki pa to najbolj oddelajo, tako kot se spodobi. Tu je drugače, tam si vznemirjen zaradi tega, če bo hrane dovolj, če bo hrana dobra, če bo obleka lepa, če bojo gosti prišli, če bo glasba ta prava, če bo ambient, če bo vzdušje, čist drugačen koncept. Na duhovni poroki se pa ukvarjaš totalno sam sabo. Totalno sam sabo. A sem pripravljena, a je dosti tega sčiščeno, a je karkoli zdaj trenutno, da me ovira na tej poti, da ne bom mogla odpreti na polno srca, to meni 100% in se povezati tem zgornjim svetom in ga tako začutiti. In Igor niti enkrat, pač on se je res prepustil in je samo rekel, da tako se nama bo zgodilo, kot bova midva želela, in jaz sem skozi govorila, ne moš tako, kot si midva želiva, koliko smo midva, koliko so spiriti, koliko so duhovna bitja, koliko naj jo vidijo, kakšna sma, in na tak način ti bojo tudi potem tako dalje. Veste, lahko se zgodi, da na jaski bruhaš, lahko se ti zgodi, da sploh sep ne pride, zaradi tega, ker je potrebno oddelati temo, ki še ni oddelana. Imela sva 2 krasni priči zraven, oziroma Danija pa Špelo, čudovita, to se mi zdi, da smo zdaj povezani za celo življenje. Saj ne vem, če duhovna poroka potrebuje priče, zato ker jih imaš tako in tako 100 gor, ki ti odprejo vrata in te spustijo noter v ta svet. Lahko pa samo podelim dogodek, ki nama je Gaja zapela poročni ikaro. Evo, zdaj, ko se spomnim, je tako, pa sva bila oba povezana takrat. To je res dogodek samo za mladoporočenca, kakorkoli ne rečemo mladoporočenca. Tudi mislim, da je celotna tudi ta poročni ikaro, poročna zdravilna pesem, usmerjena v to, da mladoporočenca doživite ta soj cele te ljubezni tako napolno. In z Igorjem sva bila skupaj povezana in to prav čutiš, kako vsak žarek, vsak zlati žarek se pretaka skozi tebe. Čutiš konkretno, kako se polniš ljubeznijo, čisto ljubeznijo. Vsaka celica tvojega telesa se pretaka in midva sva to zdržala nekaj časa, potem pa pač moj mož je v določenih preveč je bilo vsega, in je pač nekaj pol urce, ne vem, koliko je zdržal, ker sploh to ne veš na uro, to pozabiš na to, ampak lahko napolno doživiš, kako te tvoja duhovna bitja vabijo, da spoznaš ta svet, da spoznaš, da je življenje res lepo, da spoznaš, da se vse lahko dogaja z ljubeznijo, da ni potrebno hlastati po nečemu, res ne, ker če ti je srce namenjeno, če je tvoja pot namenjena, boš po tej poti šel. Edino, kar je pomembno, da ne smeš dvomiti v to pot. Ne smeš dvomiti. Ampak si rečeš, ok, to je moja pot in na to pot greva. In vmes naj vam povem, ker sem glih videla, da mi je tudi Dani napisal, sva čudovita darila. In Dani je celo prinesel nama svečo, ki je bila predana čisto za naju, s čistimi spiriti, s čisto ljubeznijo in to se je res čutila, ta ljubezen skozi svečo, skozi naju. Noro. Kaj je to naredilo nama? Ker ne vem, koliko vam bom zdaj tega. Tako da tisti, ki boste z mano šli na kakršnekoli obrede, vsekakor, če boste čutili to polno ljubezen, res, ko boste, ne vem, a so čustva ali niso čustva, težko zdaj o tem govorim, je to res nekaj, kar je, tako kot so mogoče kdaj rekli za poroko, bi jaz zdaj rekla, ni besed, to ni besed. To so samo občutki, kjer me zdaj preplavi polno srce. To pomeni, da so res z mano, da me znajo, da mi sledijo in da mi rečejo hvala, se mi zahvaljujejo za to, ker znam z vami podeliti, vendar mogoče še ne znam tako dobro podeliti, da bi znala to prenesti naprej. Je pa nekaj drugega. Sva pa z Igorjem,
Zdaj vem, kaj bi naredila, da bi postala bolj povezana in sem rekla, Igor, samo to, kar bi mogla narediti, da bi te mogla k sebi obrniti srce na srce oziroma tako, da bi se res srček na srček in da bi res ta pretočnost še bila še močnejša, ker pač v eni fazi se potem zgodilo, da smo prav čutila, ko smo bila najprej res kot eno, potem se pa samo zgodilo, ker sem pač normalno se izhodim enkrat na mesec na obrede, se izpeljem ljudi na obrede, Moj mož pač enkrat na leto oziroma naredi nekaj obredov in se je to pač zgodilo, da sem gor šla, moj mož je pač še potreboval svoj čas, ampak moj pa drugi dan je rekel, da ga tako doživlja, tako kot da je polna poroka. Ampak kaj pa je drugače? Kaj je drugače? Že v četrtek se vozila domov, v četrtek ali sredo, ne vem zdaj, ne, v četrtek sva se vozila domov, sva tudi naletiš na preizkušnje. In vse te preizkušnje jemlješ drugače. Preizkušnje so izzivi. To pomeni, ko tebi ayahuasca ali pa kdorkoli pač sveta medicina odpre pot, ti pokaže tvojo pot, pridejo izzivi. Zato da vidi, ali si ti sposoben na te izzive sedaj gledati z ljubeznijo, gledati s spoštovanjem in se zavedati, da ti vse prinaša, kar je v tvoje in v najvišje dobro. In če to lahko sprejmeš, potem rečeš, hvala, sem že sprejela določen izziv. In kaj je drugače? Drugače je, da se zavedava, da je skaza tudi samo en del najine zgodbe. In da bolj, ko ga bomo peljala z ljubeznijo, bolj bo rastel. Zavedava se tudi, da obstajajo ljudje, ki so del najine kulture in da obstajajo ljudje, kateri niso del te kulture in da je čisto okej, da so na tej poti in da je čas, da tudi mogoče grejo na drugo pot ali pa da bodo prišli. To meni bolj si opolnomočen, ker vidiš določene stvari. In kaj je bilo najbolj zanimivo, da ko sva prišla domov, sta najina otroka tako v polni ljubezni znala žaretana. To se je tako čutilo, in ker mi smo potem šli v Srbijo, naslednji dan smo šli v Srbijo in smo preživeli praznike z najino, z mojo družino oziroma z mojimi sorodniki v Srbiji. In dragi moji, a veste, ta moja pot, katero počnem, prej me je vodil zdaj me pa res izključno vodi srce. In včasih si je potrebno dovoliti, mogoče danes sem se javila kasneje na video, pa nisem imela s tem izzivov. Sem pač rekla, okej, se boste slišali tisti, ki potrebujete to sporočilo slišati, ampak mogoče bo pa zdaj zadnjo sporočilo tisto, ki je najbolj pomembno od vsega. Samo ljubezen resnično pripelje pot in te vodi do obilja. Kakršnokoli obilje je že to. Kakršnokoli. Mogoče za nekoga je obilje čas. Zame je obilje čas, da imam čas zase. Samo resnično iskrenost, tvoje srce, kar misli iskreno, ne z nekimi vprašaji, klicaji, dvomi, ti kaže, da je čisto prava pot. In da vse, kar ti pride na pot, sprejmeš res z odprtimi rokami. Gledaš pozitivno na te stvari, ali so to ljudje, ali so informacije, karkoli. Vzameš pozitivno pa rečeš, kaj mi to sporoča in si dovoliš samo z ljubeznijo iti naprej. Jaz bi tukaj končala. Čudovito mi je. 2 tedna oziroma prejšnji teden potem nisem delala, ta teden delam, torek, sreda, četrtek. Danes sem imela skupino, niti eno slikco nisem naredila z mojimi damami, my God. Pa tako sem rekla, da bom naredila, ker so res čudovite, da vidite, kakšne premike delajo te moje ženske, oh my God. Seveda sem jih snemala, sem to. To ni za vas, to je za njih, da se najprej naučijo. Bodo pa one kmalu se pokazale, čisto vse, koliko so močne v tem stilu, koliko so v svojem stebru in koliko so v svoji ljubezni. Ne vem, kako drugače funkcioniram, vem pa nekaj drugega. Da si res dovolim čisto res biti to, kdor sem.
In rečem, to je že prav za neki, ono je že prav za neki. Tako da, vsi tisti, ki ste poročeni in ki ljubite svoje partnerje, tisti, ki čutite, kaj pomeni ljubiti. Ljubiti pomeni tudi osvoboditi. Dovoliti si, da nekdo, ko ga močno ljubiš, mu rečeš, osvobajam te, da lahko gre svojo pot, če želiš. In če pač on reče ne, čutim se svoboden, ampak s teboj, zato mi je bilo všeč, kaj je ena napisala, da je partnerstvo tudi svoboda. Ne spomnim se kdo. No, duhovna poroka ti da pa samo še kanček več tega, da se resnično polnomočiš na vseh teh 3 stvareh. V ljubezni, v resnici in v svetlobi. To pomeni, da se zavedaš, da ne sije tale lučka od zunaj, ampak da siješ lahko ti navznotri in ta znotranji vzgib se pokaže navzven. In ja, ko me kdo vpraša, ali pa ko vprašam drage dame, pa rečem, a se počutite lepo, pa mi katere rečejo, oj, ne me to spraševati, ne vem, če se ti počutim lepo. Jaz pa si rečem, da se. Jaz se res počutim lepo, notranje lepo se počutim. Čutim se blaženo, čutim se mirno, čutim se, da je to, kar je moja pot, da je prav tudi, da se staram z gubami, da je prav, da se staram, da sem modra z gubami, da pokažem in da uživam v temu, kdor sem in da to prenašam naprej na moje otroke, da prenašam na moje sodelavce, na vse tiste, s katerimi sem obdana. Tako da, en lep večer vam želim, tako da srčno upam, da sem vam dala kakšno misel, da poroka je res nekaj, kar lahko postaneš steber polne ljubezni, ampak dovolite si res ljubiti srce, ne z umom.